Jurij Kalan je umetnik, ki živi v svojem slikarstvu. V svoji mladosti je bil navdušen nad stripi, veliko je risal in iz tega je potem v srednji šoli, ko je obiskoval oblikovno srednjo šolo, pač prišel na akademijo. Na akademiji se je spoznal s slikarstvom in na nek način z določenimi avtorji, kot so Sotin, Beckmann in pa seveda starimi mojstri, kot sta pač Goya in Rembrandt. To so predvsem avtorji, ki so močno zaznamovali njegovo ustvarjalno pot. Od vsega začetka nekako se je našel v figuraliki. In v tej figuraliki je potem vztrajal pravzaprav od začetka do danes. Medtem je probal različne teme, ki so nekako zaznamovale njegovo slikarstvo, ampak na koncu je našel svoj motiv in to so bili ljudje, ki so ga obdajali. To so bili ljudje, ki so mu bili najbližji. To je tudi na nek način tema ali pa motiv, ki se vleče že skoraj od začetka njegovega samostojnega ustvarjanja po akademiji. Portreti, ki se sledijo, so zanimivi zaradi tega, ker v njih sledimo tudi ne samo slikarski razvoj, ampak spremljamo tudi na nek način njegov družinski razvoj, dinamiko, kako pač je njegova družina se razvijala, kako je ta okrog prijateljev njegov se razvijal in nas pripelje do točke, naprimer, zanimivi so portreti njegove hčere, kjer jo na nek način pelje od čist nedolžnih otroških let pa do deklice in počasi že do odraščajoče ženske, kjer so pogledi postajajo že nekoliko spogledljivi. Ta razstava v moji bližini je nastala, ker sem pred 2 letoma videl njegove kipce, kakor on to imenuje, iz Rezlanke. In sem se tako navdušil nad tem, kar sem videl, kar je naredil, da sem si želel narediti razstavo iz teh kipcev. Žal, samo iz teh kipcev se pač razstave ne bi mogli dati narediti, zaradi tega, ker je Jurij Kalan, kakor on pravi, je zanj to pretežko, enostavno predolgotrajno mu vzame izdelava teh malih kipcev iz lipovega lesa. Zato je vzporedno ves čas slikal. In ko sem jaz prišel k njemu v atelje, ko sva se začela pogovarjati o tej razstavi, sem opazil, da se je njegov svet od prejšnjih razstav nekoliko spremenil. Kaj se je zgodilo? Iz eksterjera je prišel v interjer. Zdaj, družbeno lahko to nekako povežemo s tem, da na splošno se družba danes dosti zapira v svoje prostore, v stanovanja in tako naprej. Ampak Kalan se ni zaprl pred družbo, ampak je pravzaprav šel v interjer, ampak te interjere je odprl za svoje prijatelje, za svoje sorodnike, za svoje najbližje. In v teh slikah nastopa prav te osebe, sosedje, prijatelji, družina. Gre za neko socialno angažiranost. Jaz sem prepričan, da Jurij Kalan ni družbeno angažiran umetnik. Njegova intenca v teh slikah ni bila, da bi opozarjal na probleme družbene komunikacije, ki se dogajajo danes v družbi. Se pravi, da se Facebook in všečki zamenjajo za nek
oseben kontakt med ljudmi in in razvijanje socialnih spretnosti, ki so del naše vsakdanje komunikacije. V tem smislu ni družbeno angažiran neposredno, kakor je na primer Uroš Weinberger, ampak ne moremo se izogniti ideji, da pravzaprav vse to v njegovem slikarstvu vseeno obstaja in nas opozarja. Postavitev razstave v galeriji Kurna temelji na enem izhodišču, ki se je zgodil, ko sem obiskal umetnika in sva se pogovarjala o razstavi. In ko sem sedel v njegovi dnevni sobi in sem gledal vse te portrete in zanimive obraze, ki so gledali name iz sten, sem dobil občutek, da bi bilo za gledalca v galeriji, ki je nekoliko spominja na white cube, belo kocko prostora, hladnega galerijskega prostora, da bi te slike prišle do polnega izraza na ta način, da pravzaprav del teh elementov, ki se nahajajo v teh slikah Jurija Kalana, prenesemo v galerijski prostor in s tem na nek način vzpostavimo ta kontakt med umetnostjo in med realnim življenjem. Se pravi, da ljudje na nek način prepoznajo elemente, ki so v prostoru tudi na slikah. Jurij Kalan pravi zase, da je pesimist, ampak v njegovem slikarstvu iz njegovega slikarstva veje vedno nek optimizem. Zanimivo je problem, s katerim se on sooča pri slikah, je ta, da si ne želi teh likov, ki sedijo za mizo ali pa na kavču in tako naprej, karikirati, ampak si jih želi ohraniti realistične. S tem, da si pomaga z dvema elementoma. En element je, da uporablja rakurze, se pravi pozicijo pogleda, ali je to ptičja perspektiva ali žabja, ali druga, da uporablja širokokotni objektiv, ki na nek način distorzira to perspektivo in potem povzroči pri gledalcu oziroma v sliki nek nenavaden občutek, in to je ta občutek je napetost, ki jo avtor oziroma slikar prenese v likovno delo, in to je tisto, kar naredi sliko veliko bolj interesantno, zanimivo za gledalca, ker ne dopušča, kako bi rekel, prehitrega vstopa in prehitrega pogleda v to sliko. Zdaj, na drugi strani, na eni strani imamo Jurija Kalana kot slikarja, po drugi strani pa je Jurij Kalan odkril zgolj po naključju, kakor on prav sam, izdelovanje teh tako imenovanih kipcev, kakor to imenuje. So neke vrste unikatni portreti, za razliko od slikarstva, kjer se trudi ohraniti nek verizem, realizem, ne pa tudi naturalizem, se v kipcih, v teh zrezljanih podobah, reliefih, trudi na nek način dobiti nek
karikiranost in vsak je na nek način svoj in svojstven v tem svojem izrazu. In zanimivo je, naprimer, da je te kipci na nek način so nastali po nekem naključju. Enkrat je imel v rokah nek les in en tak majhen nožiček in je začel rezlati in ga je to toliko nekako navdušilo, da je potem iz tega, bi rekel, čisto naključnega momenta nastala ena zelo zanimiva serija nekih portretov, ki pa se mi zdi na nek način imajo neko rokodelskost noter, po drugi strani pa vseeno ohranjajo neko umetniški element, ki je pa težko in pa seveda jasno to neverjetno domišljijo, kjer se mi zdi, da si umetnik dovolj eksperimentirati veliko dlje, kakor pač to dela v svojem slikarstvu.